Zdravo, jaz sem Anže in to je podcast Tehnična podpora v letu 2026. Srečnega in zdravega, če to še šteje. Ko človek to reče 8. januarja, jaz sem se za to odločil, ne mi zameriti. Kaj pa obrazec vpraša Anžeta? Že spet slišim ljudi spraševati, prosim, ljudje, pustite me primeru dovolj v tem obrazcu, ampak naj vam povem še tokrat. Obrazec vpraša Anžeta s klicajem. Je v zapiskih, kamor je spet prišlo kar nekaj vprašanj, tako da delamo poštni nabiralnik epizodo, dejansko poštni nabiralnik epizoda, tokrat ne tematska, ker je bilo dovolj vprašanj in imam potem slabo vest, če jih kar puščam, tako da bo kakšen starejši, dosti je pa kar novodobnih, bi človek rekel. Tako da bomo začeli z prvim odzivom, ki ni vprašanje. Haha, kakšen twist, slab twist, ugrajam. Zdravo, Anže, s klicajem. Samo dodajam, da hvala za odgovor na vprašanje iz marca 2024 glede dolgoročne shrambe surovih datotek, na katerega si odgovoril v zadnji epizodi, če se spomnite, tista epizoda o podcastih. In ja, podcast še ustvarjava, ker mislim, da sem se norca delal, če človek to sploh še dela, oziroma če tega človeka to sploh še delata, ker je bilo toliko od vprašanja. Sicer na čase malenkost nekonsistentno, ker gre prvenstveno res za hobi. Kot na primer imeti band, s katerim boš napolnil mogoče prvo vrsto lokalne beznice in ne Madison Square Gardena. Nekatere stvari so za dušo, ne rabi biti vse hasel in pa smaj, s tem se absolutno strinjam in podpiram ustvarjanje podcastov tudi samo za dušo. Bodi dobro in vse uspešno v 2026, enako vama in tudi seveda podcastov. Zdaj gremo pa na vprašanja. Živjo Anže, s klicajem, edino prav. V eni izmed prejšnjih epizod sem zastrigel z ušesi. Namreč omenjal si, da se počasi nagibaš k računalnikom z ARM procesorji. Zanima me zakaj. Sem uporabnik in želim ostati oken, spravi operacijskega sistema Windows in razmišljamo o nakupu delovne postaje. To je zelo ključna besedna zveza. Super si klicaj, najlepša hvala človek, ki se ni podpisal. Dajte se prosim podpisati, kot da stvari v obrazec. Jaz imam en računalnik, ki ima ARM procesor, to je moj Mac Mini, moj prvi Mac v življenju. Tale kišta, ki jo večkrat omenjam, ki pa tole trenutno snema, je pa 10 let stara i5 Intel, boh ve katere generacije. In ja, jaz ko bom to kišto počasi zamenjal na eni točki, bom najbrž vzel računalnik z ARM procesorjem, ampak to seveda ni tako univerzalen nasvet. Jaz v ARM procesorje načeloma bolj verjamem v prenosnikih. Moram pa reči, da sem kar malo razočaran s to stranjo na oknih, ker sem imel občutek, da mogoče bodo proizvajalci te čipe, sploh tiste od Qualcomma, spravi tiste Snapdragon, to bom noter pušil, Snapdragon Elite čipe, da jih bojo bolj zagrabili in da bo teh prenosnikov veliko več, kot jih je trenutno, tudi Windows se kar trudi s tistim Windows na ARM, ampak to vprašanje je bilo bolj uperjeno v delovne postaje, tukaj je pa res treba preveriti, kateri programi delajo in kateri ne, ker marsikaj na ARMu še ne dela, kar mogoče deluje samoumevno na x86 oknih, tako da na predvsem to je treba najprej pogledati. Pa ko človek kupuje delovno postajo, bi jaz rekel, da je popolnoma vseeno, kako varčen in učinkovit je procesor. Pri delovnih postajah gre ponovadi za to, da tam pa res hočeš, da delajo stvari na 110%, to ni mogoče, ampak vseeno, da konstantno delajo na polno in se nekako ni treba ukvarjati z avtonomijo. Seveda je pa to drugače, ko gre za prenosnike, kjer pač hočeš vse prednosti ARM čipov, to pa je predvsem daljša avtonomija, bolj varčen procesor in to pomeni pač, da prenosnike enostavno dlje časa uporabljaš in to vsi, ki imajo novejše MacBooke, od Aira naprej, tudi vedo, ker baterija res noro dolgo zdrži in zdrži tudi dolgo na PC prenosnikih z ARM čipovjem, Snapdragon Elite. Tako da jaz delovne postaje res, razen če uporabljaš neke programe, ki delujejo merno na oknih na ARMu, bi se tega lotil, sicer bi pa raje vseeno ostajal pri x86. Naslednje vprašanje. Ne vem zakaj, kdaj imamo kviz, tako govorim, se opravičujem. Ali je res, da si je Samsung domislil hladilnik z zaslonom, na katerem prikazuje oglase? Če je to res, ali ni to samomorilno dejanje, ali gre za kak prefinjen marketinški podvig, ki ga ne razumem. Še. Hvala, Anže. Helena, to je bilo drugo vprašanje, ker Helena je 2 vprašanje postavila. To je bilo pred kratkim. Mislim, da sem o tem že enkrat govoril, ampak se mi zdi vredno omeniti, zato ker se ta trenutek se dogaja v ZDA CES, to je ta velik sejem, kjer se veliko stvari predstavi. Moj plan je bil, načrt je bil, da
bom to epizodo naredil od CES-u, ampak sem rekel, da bom počakal do naslednjega tedna, da vse skupaj vidim, kaj se je zgodilo, da se res sejem konča. Predvsem pa potem, da malo naredim zrno od plevela, ali kako se temu reče, ker je seveda tudi dosti nategal na CES-u in stvari, ki absolutno ne bodo obstajale. Ampak ja, Samsung je pred časom na vse hladilnike, ki so imeli zaslon, ne samo hladilnike, večine teh naprav, tudi bele tehniko, ki je povezana v splet, nihče ne ve, zakaj mora biti hladilnik povezan v splet. Potem rekel, pogledajte, tukaj prihaja neka posodobitev, ki bo kazala oglase in zdaj, ko sem gledal CES, ta trend najenja, te zaslone res posodajo, vedno več je tudi bele tehnike, ki mora biti nekako na internetu, jaz res ne vem zakaj. Bi pa mogoče vsaj na ta del odgovoril, tako kot je Helena vprašala, ali gre za kakšen prefinjen marketinški prijem. Niti ne, bolj gre za to, da potem lahko načeloma napravo prodajo ceneje in z oglasi subvencionirajo ceno. Kar je že kar nekaj časa prisotno pri nekaterih televizijah, tega je sicer veliko več v Ameriki, ker televizija praktično ne stane nič, potem pa v vmesniku lahko gledaš oglase. Ena televizija je bila, mislim, da sem enkrat omenil, ki je bila tako narejena, da je imela dodaten zaslon, smo pač televizijo, pa je bil pa še en zaslon spodaj, ki je kazal samo oglase. Tako da te reči bi jaz razumel vedno kot bomo potem zaslužili, samo spravimo neko napravo z zaslonom človeku v dom in bomo potem služili z oglasi. To mislim, da je edina prizma, skozi katero je treba to gledati, ker če bi vprašal kogarkoli, ki ne razmišlja o tem, kako čim ceneje prodati svoje naprave in potem čim več zaslužiti, gre za zelo grozno prakso to, da imaš hladilnik, pa ti kakršenkoli oglas kaže. Ste že televizije, ki v vmesniku kažejo oglase, so pač, ne vem. Je pa res, da včasih, dostikrat to res subvencionira ceno samega nakupa. To je pa tudi treba vzeti v zakup. Ne da to upravičujem, ker se mi zdi, da se tudi oglase da narediti na nek pravi način. Vsi pa vemo, kako je z oglasi na spletu. Večinoma je kar šrot. Tako da ja. Naslednje vprašanje, spet ta dikcija iz kviza. Okay. Anže, klicaj, eksistencialno vprašanje. Moj MacBook Pro iz leta 2018 je že toliko star, da Apple nam noče več namestiti novega macOS-a. Bo pa najbrž že nekaj časa ponujal posodobitve za lanskega, za starega. Dokdaj je to varno? Dokler so varnostne posodobitve, je varno. Dokler se to dogaja in Apple, kar se tega tiče, moram reči, da je res eno tistih podjetij, ki zelo dolgo podpira starejše različice, seveda pa mogoče ne dobiš najnovejše različice operacijskega sistema, pa varnostne posodobitve pa še letijo in dokler se to dogaja, je pač čisto ok, da uporabljaš tak računalnik. Poigravam se z idejo, da bi nam namestil Linux, kar priporočajo neki youtuberji za oživitev starih Macov ter poskušal bivati v Linux sistemu. Kakšno je tvoje mnenje o tem, Jani? Ja, Jani, če imaš čas, voljo in vse ostalo, bi se s tem kar igral. Jaz moram reči, da sem tudi kakšen star prenosnik enega mojega dela, ki je bil takrat aktualen, ko sem bil jaz še najbrž na fakulteti, po koncu fakultete, dolgo nazaj, to hočem reči, sem star človek. Sem potem dal, mislim, da Ubuntu gor, ki je ena taka lahka različica Linuxa in moram reči, da se je tizmo računalniku kar podaljšala življenjska doba. Je pa res, da sem ga več ali manj uporabljal za pisanje člankov in podobno, nisem, igral gor iger in česa bolj naprednega delal, ampak se da z Linuxom res super živeti. Jaz bi rekel, da včasih celo dober seveda odvisno od distribucije, ampak dober operacijski sistem. Tisto, kar bi pa vseeno rekel, je, ker pač Mac ni nikoli bil mišljen, da bo gnal Linux, potem kako je z gonilniki in z vsem ostalim, se včasih treba z zadevami obadati, mogoče kdaj ki ne dela, so kakšni ekstra posegi, in ko rečem posegi, govorimo, bo treba odprt terminal, pa kakšne zadeve opisovati noter, ki jih potem ljudje dajo na forumih in tisto gre hitro lahko narobe, če ne veš, kaj delaš. Tako da ja, če človek ima čas, jaz bi se s tem igral. Predvsem pa, če si hočeš nekako računalniku, zdaj to pa velja za vse, tak splošen nasvet, to, kar sem že omenil, kar sem jaz naredil. Če imate kakšen star prenosnik, pa so gor, okna 10, pa zdaj ni več posodobitev in bi ga radi še uporabljali bolj za brskanje po spletu ali pa pošiljanje pošte in podobne reči, je pa Linux lahko super alternativa. Tudi namestitev ni tako težka, če pogledaš kakšne navodila. Bi pa jaz tukaj potem priporočal, tako sem prej omenil, Ubuntu je ena distribucija, jih bom dal zapiske, ali pa mogoče Mint. Mint Linux je tak malo bolj podoben oknom, da potem nekako je človeku lažje vse skupaj uporabljati. Ampak tukaj res govorim, če ste bolj nezahteven uporabnik. Če pa znaš, če pa veš, kaj delaš, kar si predstavljam, da Jani mogoče je, če gledate neke youtuberje, ja, dej na Maca, pa boš videl, kam te to pripelje. Jaz
Jaz imam Linux kar rad, no, sem ga večkrat uporabljal in gre, bom rekel, za zelo legitimen operacijski sistem, ki pa včasih ima take prepade, kamor kakšen poprečen uporabnik hitro pade, pa se stvari zakomplicirajo, ampak če si pa saj malo veš te elektronike in računalnikov, je pa Linux lahko res super alternativa. In gremo na naslednje vprašanje. Moram nehati ko govoriti, to res meni ni smešen, kaj šele vam. Kdo je za kampanjo, da Google omogoči družinsko licenco za YouTube Premium? Res mi je uporabna zadeva, za službo 60%, ostalo glasba in malo baterije. Ja, to je izjemno vprašanje, zato sem ga tudi dal tokratno epizodo, ker se splača na vsake toliko pogledati, ali se je kaj na tem področju spremenilo. Naj vam odgovorim, ni se. Še vedno smo in sem šel še enkrat pogledati, tudi v zapiske sem dal povezavo do tega Googlovega dokumenta, kjer opisujejo stanje na tem področju, v katerih državah torej lahko plačaš YouTube Premium in ga deliš s člani družine. In zadeva trenutno ni na voljo, še vedno, no, bom tako rekel, ni na voljo v naslednjih državah. Poglejmo to novo os zla, ko sem jo pred letom ali pol poimenoval, ko sem nazadnje odgovarjal na to vprašanje. Belorusija, Islandija, kaj se grejo Islandci, nihče ne ve. Slovenija, Južna Koreja in pa trenutno, ne, ni smešno, res ni smešno, ampak trenutno aktualna Venezuela. To je teh 5 držav, pravno, mislim, so 5 držav, ne, 4 plus Slovenija, kjer ni mogoče kupiti YouTube Premium za družino. Kaj imamo skupnega? Ne vem, kakšen je ta spisek, ne vem, smo pa več kot očitno v nemilosti nekega birokrata pri Googlu, ki se tega noče lotiti. Tako da ja, še vedno to ni mogoče. Jaz videl tudi počasi že levo nogo, da se to zgodi, ko človek enkrat ima YouTube Premium in ni oglasov na YouTubeu, je res drugačna izkušnja. Naslednje vprašanje, ki ima izjemen uvod. Sprašujem se, Anže, sklicam. Sprašujem te, Anže, sklicam. Bravo. Otroka, ki je v začetku prve triade osnovne šole, želimo v ne tako zelo daljni prihodnosti seznaniti z videoigrami. Sama imam iz otroštva zgolj mejne izkušnje, ko sem pri podobni starosti dobila Nintendo Game Boy edino prav. Super Mario Tom. Moje gamerstvo se ni razvilo, zato sprašujem tebe, Anže. Kaj bi bilo najbolj primerno za začetek? Sprva sem razmišljala o Nintendo Switch, na katerem bi mu predstavila Super Mario, njegov minus je opcija prenosljivosti. Zdi se mi, da bi v naši družini lažje postavili časovne meje igranja, če bi konzola bila nemobilna. Potem sem se spomnila na Nintendo Wii, ki temelji na gibanju celega telesa. ChatGPT mi svetuje Kinetic Motion X, kar sem šel pogledati in potem vprašanje, kaj sploh je to. Od tebe sem zvedel, človek je to napisal. Ali omogoča igranje iger Nintendo? Najbrž ne, razen če se mogoče ukvarja s tem. Kaj bi ti izbral, Anže? Pa še to, kdaj stroka meni, da je primerno predstaviti otroku računalniške igre? Moje osebno mnenje je, da je od njih več koristi kot od risank. Kako pa je strokovno mnenje ljudi, ki kaj vejo o vzgoji? Ok, najprej, jaz ga imam Switcha, jaz tudi veste, da sem kupil budilko od Nintendo, to sem že 37krat omenil v tem podcastu. Nintendo, kar se vsebin za otroke tiče, jaz mislim, da je res, še enkrat bom rekel, res zelo dobra opcija. Zdaj tudi, ko je Switch 2 zunaj, za čisti začetek, tudi ni slabega, če kje dobite kakšnega Switch 1 in preigrate tiste predvsem Mario igre, tako kot je omenila spraševalka, ki se tudi ni podpisala zelo slabo. Tako da Switchom res najbrž ne zgrešiš, predvsem z njihovimi igrami, sprav tukaj, kar je Mario za te mlajše otroke, pa mogoče kakšen Kirby, še za malo mlajše. Kar se tiče pa zdaj tega igranja v postavljanja mej pa prenosljivosti Switcha, sej otrok lahko misli, da ne dela, rečeš, da baterija ne dela, pa da mora biti nenehno priklopljen, pa bo nekaj časa najbrž vrjel, ne, to je mogoče taktika. Jaz se sicer nisem posluževal, ne. Ampak tisto, kar je mogoče bolj pomembno, pač igrajte skupaj. Jaz res z mojimi otroki skupaj igram, ne igrajo sami, pa bi mogoče vsaj starejša že bila nekje tam, da bi lahko sama igrala, ampak se tega res ne gremo, ker gre za neko družabno zadevo. Zdaj, če greste poslušati isto Odbita do bita, ko smo bili na knjižnem sejmu, ne, pa je bila Martina Peštaj tudi gostja neki. To je ženska, ki je praktično odgovorna za živ žal in res veliko ve, to je tudi psihologinja, je rekla, da ja, da dejte skupaj početi stvari, se tudi risanke se da gledati, ampak dejte jih skupaj gledati, ne. Jaz mislim, da se tega držim, ne bi se toliko z leti ukvarjal, ampak si upam reči, da je velika razlika, če svojim naraščajem igraš, ne, skupaj, pa skupaj odkrivate te svetove, kot pa tukaj imaš igrice
in zapri se v sobo ali nekam in ne bom te videl 4 ure. Ne. Jaz se tega res ne bi šel. Je pa to rekel Anže Tomič, človek, ki je več ali manj tehnološki novinar in naredil politologijo. Tako da, vzemite sljo. Ampak ja, pejte pa poslušati tisto, ki smo se tudi o tem pogovarjali, bolj o risankah, pa o teh vsebinah, kaj vse naj človek počne, pa kdaj. Je bilo pa kar par fajn na svetu, bom dal zapiske to epizodo, no, odbita dobita, smo imeli na knjižnem sejmu. Ampak ja, dajte Nintendo, pa še ena reč, ki sem si jo napisal, no, to pa omen, ker sem pa zdaj že parkrat zasledil, je pa neka taka konzola, ki se ji reče NEX, N-E-X, zato ker je ta spraševalka omenjala, ne, če hočeš, da celo telo giba, je pa nekako tako narejena na gor igre, kjer otrok pleše pred kamero in se stvari dogajajo na zaslonu. In moram reči, da sem že kar nekaj stvari pozitivnih slišal o tej konzolci. Sem dal Wikipedija povezavo do te konzole v zapiske, tako da mogoče za tiste, ki imate mlajše otroke, bi radi, da bi skakali pred televizijo, mogoče v to smer tudi pogledajte. Nisem je pa še imel v rokah, da bi jo testiral pa videl, kako v praksi deluje, no. Ampak mi izgleda zelo zanimivo. Anže s klicajem, pametni telefoni danes držijo precej dlje kot tisti 2 leti, ko jim poteče garancija. Kako varno jih je uporabljati tudi po obdobju, ko proizvajalec ne zagotavlja več varnostnih posodobitev? Na telefonih imamo danes vse, od dokumentov do spletnih bank in drugih podatkov. Hvala, Urh je to napisal. Urh, jaz sem si samo 2 stavka sem si napisal v odgovor na to vprašanje, ker vem, da sem to večkrat omenjal, ampak bom vsakič, ko bo kdo vprašal, bom na to odgovoril. Ni jih varno uporabljati, ko nehajo prihajati varnostne posodobitve. Res jih ni varno uporabljati, to je bil pa ta drugi stavek, ki sem si ga napisal. Tako da to je to. Urh, vseeno hvala za vprašanje. Pozdravljen, Anže s klicajem. Edino prav. V zadnji epizodi tehnične podpore, ne vem, kdaj je bilo ta vprašanje, si pa nisem napisal, ampak v zadnji epizodi tehnične podpore si omenil nekaj v smislu, kje smo bili kot družba 20 let nazaj, ko je Google začenjal s Chrome. Sprašujem se, če se nam sedaj ne dogaja nekaj podobnega na avtomobilskem področju z Applovim CarPlayom in Googlovim Android Automotivom oziroma Automom, to potem razložil. Bomo čez par let kupovali avtomobile glede na to, kakšen operacijski sistem imaš na mobilnem telefonu in obratno. Bodo proizvajalci plačevali tehnološkim velikanom, da bodo lahko njihovega ekosistema? Obstaja mogoče kakšna iniciativa, vsaj v EU, ki bi poskušala regulirati ali določiti pravila, pošiljnica standarde, o neodvisnosti teh sistemov? In zakaj ne? Ali bomo čakali 20 let in potem preko sodišča reševali vse križe in težave, ki se bodo nabrali? Izjemno vprašanje, moram reči, ker jaz o tem tudi veliko razmišljam, predvsem se na tem področju tudi zelo veliko dogaja. Mogoče težava sploh ne leži tam, kjer jo je ta že spet anonimni človek omenil. Prosim, podpisujte se ljudi. Ampak ja, bom probal odgovoriti vsaj delno, no, na to vprašanje. Android Auto, ker Android Automotive je nekaj drugega. Dajmo to najprej razložiti, se enkrat sem že to. Android Auto je to, ko imaš ti telefon, prideš v avto, če to podpira, ga povežeš, zdaj večinoma je to že tudi brezžično, včasih je bilo treba se preklopiti s kablom in se ti na zaslonu na avtu pokaže neka različica Androida, kjer so pač potem zemljevidi, kar se meni tiče največja uporabna vrednost, pa podcasti, pa glasba in vse ostalo, ne, sprav aplikacije, ki to podpirajo. Enako je z Apple CarPlayom, ne, sprav gre že spet za te 2 platformi, nažalost edini, ki obstajata pri nas in je vsaka tudi razvila nek ta svoj sistem, kjer nekako dele svojega telefona lahko prikažeš na zaslonu v avtu, kar je super, ker potem lahko tudi z tistimi zasloni dotikov avto upravlja stvarmi, ki so na tvojem telefonu, spravi gre za tvojo aplikacijo s podcasti, kjer si naročen na stvari, ne, vse upravljaš neposredno na zaslonu, niti treba v telefon gledati, kot bi to moral, če bi telefon bil povezan z avtom samo preko Bluetooth povezave, ne, kjer se sicer vse sliši, ampak karkoli hoče spremeniti, mora spremenjati potem na telefonu in če je preko Bluetootha telefon povezan, ne dobiš navigacije iz telefona, ki je absolutno boljša kot večina tistih, ki je v avtomobilih. Zakaj? Ker ima povezavo z internetom. Večina avtomobilov trenutno nima povezave z internetom, ne more dobivati podatkov o zastojih, posodabljati zemljevidov in vse ostalo. Jaz res mislim, da je to največja prednost teh sistemov. In kar se tega tiče, je to super. In tudi večina nekako proizvajalcev, so izjeme, do tega pridem, je prišlo do tega, da to pač enostavno pustijo. Ampak pustijo zaenkrat samo to, da pač prevzame tisti glavni zaslon. Ne, veliko avtomobilov ima pa recimo digitalne zaslone, se pravi, da je zaslon namesto števca, ne, hitrosti in pa obrato in podobno, so že tam zasloni, ne, tisto pa te telefoni pustijo primeru. Ne. Ampak seveda pa Google in Apple tudi tu vidita neko priložnost in sta razvila, pri Google je to Google Android Automotive,
ki ga ima Polestar, pa Volvo, mislim, če se ne motim, ga že kar ima ugrajenega. Tukaj gre pa za bolj globoko integracijo. To pomeni, da ta sistem sicer se poveže potem tudi s telefonom, ampak vidi tudi ostale stvari na avtomobilu, nekako prikaže v svojem umestniku. Zdaj, do kje točno gre to pri določenih avtomobilih, tega res ne vem, ker tako podrobno je težko spremljati, če ne sediš v teh avtomobilih. No, Apple je pa predstavil CarPlay Ultra, ki pa tudi prevzame kar veliko zaslonov v avtomobilu. Zaenkrat je bilo to predstavljeno samo v avtomobilih Aston Martin, ki jih ima 7 ljudi na svetu, ne? Ampak gre za to, da še vedno grafično nekako je prilagojeno vse skupaj, ampak tam lahko greš v CarPlay Ultra in Apple, ne, se pravi, tvoj telefon, prevzame vse zaslone, ne? Recimo tudi števce in vse ostalo, kar je seveda tudi za integracijo zelo težko narediti, tukaj je veliko enih tehničnih preprek, ampak tudi v to smer grejo reči. Moram reči, da ta strah, ki ga je človek, ki je tole vprašal, postavil, ne, mislim izpostavil, da ali se bomo mogli na podlagi tega odločiti, pa mislim, da ne, ker v Ameriki je recimo trenutno General Motors, se pravi GM, ki je rekel, da bo CarPlay in Android Auto enostavno odstranil podporo in da se bojo zanašali na svoje sisteme, to jim res ne bo uspelo, kar se mene tiče, ampak prihaja tudi nekako do povratne žogice strani proizvajalcev avtomobilov, ki nočejo prepustiti tehnološkim velikanom prevelikega nadzora nad zasloni v njihovih avtomobilih. Tako da tudi do tega prihaja. Pa jaz moram reči, da osebno mislim, da je ta neka srednja pot, ki jo imamo zdaj čisto ok. Spravi, avto ima svoj sistem, ampak zdaj za navigacijo in pa za poslušanje pa nekako dopušča CarPlay in pa Android Auto, da prevzame ti en zaslon in potem tam res imaš svoje stvari, ki si jih imel na telefonu. Če bi bilo po moje, bi ostalo tako, ne bi bilo teh poskusov Android Automotive in pa CarPlaya Ultra, bi se tisto nekako pozabilo, mogoče tudi do tega zares nikoli ne bo prišlo, ker avtomobilska industrija kar varuje vse skupaj, se mi zdi pa, da so tudi oni dojeli, da nekaj pa morajo narediti, ker pač vsi imamo pametne telefone, to so naši telefoni, so naše reči gor in je kar ok, če avto dopušča, da lahko s tvojim telefonom varno upravljaš preko tistega zaslona, da dotikne, ne pa da gledaš v telefon. Tako da ja, mislim, da ne gre za enako reč, tudi mislim, da ni čas še za neke pobude, tudi na ravni EU, ampak bomo pa videli, kako bo v prihodnosti. No. Ampak tukaj sem kar optimističen, ker avtomobilski proizvajalci se ne hecajo. To je bila ta poštni nabiralnik epizoda. Res najlepša hvala vsem, ki dajete vprašanje v obrazec. Vprašanje že ta sklicajem, ki je v zapiskih, tam je tudi povezava do Discorda. Še enkrat sem vam dovolil reči srečno novo leto, upam, da ste imeli mirne praznike. Pa res hvala, ker poslušate. Zelo cenim. Hvala za pozornost, res. Nasvidenje. Do naslednjič. Nekaj govorite že.